Hvala Domen, Andreja, za vabilo. Ja, časno, da lahko kar otvorim jaz. Torej, za vas seveda nisem pripravil nobenih prezentacij, zato ker se mi zdi o temi globalni globalna srce potrebno resnično govoriti srca, pa iz uma, torej uporabljati. Pravzaprav iti na nivo dialektike, že o tem že bom malo govoril in se bomo mogoče najprej vprašali, ker sem rekel, kaj pa je tisto, o čemer bi rad danes govoril, in želel sem govoriti o tem odtisu, ki ga človek pusti s svojim bivanjem na tem planetu. Sam sem veren, sem katolik in svojo vero tudi rade volje izražam. In ta moja pot v mojem življenju do svojih zrelih let, bom temu rekel, kar se vidi po frizuri, najmanj po frizuri in pa po letih dela, ki sem ga vložil na področju, kar ste slišali, projektnega menedžmenta in tako dalje. To vse pušča odtis. In o tem odtisu bi seveda želel malo govoriti in kaj pomeni zdaj to srce in ta v tem odtisu. In to naše vprašanje, kaj se zgodi potem, ko odidemo. Jaz sem v tem svojem materialnem ali materialističnem življenju, v začetku svojega življenja, čeprav sem bil vzgojen tudi krščansko, ampak v času socializma, torej v času stare Jugoslavije, so se vam vsi posmehovali, vsaj v moji generaciji, če ste hodili k verouku. Jaz sem hodil k verouku in potem prišel do prvega obhajila. In po prvem obhajilu sem enostavno vsem prekinil, ker enostavno nisem zdržal subtilnih pritiskov svojih sošolcev in sošolk na to temo. Živeli smo v socializmu, Tito in partija so bile glavne vrednote in k temu revolucionarnemu duhu ste morali biti zapisani in nek reakcionarnem duhu, ki ga je nekako bolj krščanstvo tudi predstavljalo v tistem času. Morda se danes ti časi, čeprav so bili vmes osvobojeni, tako kot je bila torej osamosvojena Slovenija, se danes spet ponavljajo. Torej jaz to čutim z večjo intenzivnostjo ponovno, čeprav je tu kar velika dilema, ali se torej na eni strani ljudje ozaveščamo in postajamo odprti, odpiramo srca, odpiramo ali postajamo na drugi strani še bolj zavrti in zadrti. Torej polarizacija teh dveh delov življenja se mi zdi, da se trenutno poglablja. Na eni strani se zelo odpira, na drugi strani se pa zelo poglablja. Torej polarizacija ostaja in to je moj subtilni občutek. In kot sem rekel, skozi svoje življenje, skozi ta občutenje tega subtilnega pritiska družbe na moj način življenja, torej na tisti način življenja, ki ga je meni dala družina, seveda sem prišel potem šele z leti, in to je tisti poudarek z leti, do nekega, bom rekel, duhovnega razvoja, ki me je pripeljal do višje stopnje verovanja v Boga. In pri 30 letih sem se potem kasneje odločil samostojno enostavno iti k Birmi. Se kasneje tudi poročiti cerkveno in enostavno v želji po življenju sakramentov, kot so zapisani v Svetem pismu. Ampak pustimo zdaj nekaj tega ob strani in se bomo kasneje seveda vrnili mogoče k nekim tem temam. Ampak bistvena tema je ta recept v življenju, ta razcep, ta polarizacija v življenju. In jaz enostavno to poimenujem dialektika, čisto v klasičnem filozofskem smislu, mogoče v hegelijanskem smislu dialektika. Na eni strani imamo neko tezo, imamo antitezo in imamo na koncu sintezo, vsi težimo k tej sintezi pravzaprav. To je moj pogled, da vemo, da je več šol tudi na področju dialektike in jaz jo vidim kot tukaj primerno v tem smislu,
kako nas torej, materialistični način življenja pogojuje vsakodnevno in kako težimo skozi, spet gledano na svoje življenje, skozi čas in skozi razvoj, torej kognitivni razvoj, skozi razvoj uma, skozi razvoj in ozaveščanje duše in duhovnega, nas vodi k, imamo na drugi strani torej to antitezo in nas vse skupaj k neki sintezi sil. In ta sinteza je po mojem prepuščena vsakemu posamezniku. In namreč vsako življenje, naša življenja so individualna. Ja? Vsako življenje je ustvarjeno, po mojem, strani Boga, popolnoma individualno in popolnoma enostavno samostojno in drugačno od drugih in ima svoj namen. In ta namen se nam bo razkril enkrat šele po tuzemskem življenju. In mogoče je tukaj ravno mogoče za nadaljevanje te malo diskusije eno zanimivo razmišljanje. To zanimivo, moram vmes malo tudi prečitati, kar imam napisano, da se tudi tega spomnim. Torej, akademika doktorja Trstenjaka se vsi zelo dobro spomnite in on je v tej svoji knjigi, ki se imenuje, ta knjiga je, torej, katera od njegovih knjig je to Dobro je biti človek. Odlična knjiga, ki jo moja žena, pa jaz tudi priporočam vsem za prebrati, pa prijetno ste jo vsi prebrali, izjemna knjiga in v kateri torej povzema tudi v enem delu Evangelij po Mateju in sicer tisti znameniti Jezusov tudi stavek, tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji, ne, in kaj mislimo za tem. Torej, vse, kar počnemo v življenju in ta nagrada sledi v večnem življenju. Torej, kjer za zgodbico o delavcih v vinogradu, ne, ki vsi delajo, eni ne delajo, drugi posedajo na plotu, tretji na stopnicah, eni delajo od jutra, drugi delajo šele od pol dneva dalje, ampak vsi se dogovorijo za enak zaslužek in nagrado za svoje delo oziroma ne delo. Zdaj, da skrajšam vse skupaj na koncu ob večeru, ko je potrebno pri poplačilo, eni so delali, drugi niso delali, so vsi enako plačani. In seveda vsi se pritožujejo, namreč tako tisti, ki so plačani, tisti, ki niso plačani, zato ker so uravnilovko dobili. In namen cele zgodbe je ta, torej naše glavno plačilo sledi na drugi strani. In zato jaz mislim, da je potrebno biti dober človek, kot je doktor Trstenjak to tudi vse svoje življenje trdil in v svojih knjigah to tudi izražal. Velik akademik, smo lahko zelo hvaležni. In zdaj ta naš razvoj skozi življenje se po mojem vedno začenja z razvojem zaupanja v to življenje. Ampak komu lahko v življenju zaupaš? Ja? Ko si mlad, zaupaš seveda svojim staršem, neposredno, svoji družini, v kateri rasteš. Potem prihaja to v širšo družbo, prijatelji, v šoli. Potem se neka prva ljubezen rodi, v kateri se neko zaupanje spet zgradi. Potem iz prve ljubezni skozi življenje prijemo do prave ljubezni. Katera je ta prava ljubezen? Je to ljubezen do sočloveka ali istočasno ljubezen do Boga? Katera je ta prava ljubezen, ki nam vzbuja zaupanje, da smo na tem svetu z razlogom, da nismo na tem svetu enostavno zato, ker se je zgodil enostavno nek veliki pok in iz juhe smo nastali mi, kompleksna, misleča bitja, ki seveda ravnamo racionalno in na drugi strani seveda smo globoko poduhovljeni. To je na eni strani nas to zaupanje v neko veličino, v neko ozadje, ki pravzaprav ni vezano samo na materialno, navdaja z nekim zaupanjem, da je življenje več kot samo to, kar vidimo v tem trenutku. In
za mene je ta ozaveščenost ali pa zavedanje minljivosti en pomemben faktor v razvoju ali pa v teku enega življenja na naši poti pravzaprav. Kaj je ta minljivost? Ne? In spet bom tukaj malo parafraziral spet evangelij po Luku, ne, kjer govorimo, prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen. Spet od Jezusa, kjer v bistvu pravzaprav pomensko vemo, da vse, kar je tukaj materialno, je minljivo, ampak smiselno vse, kar smo pravzaprav, je naša duša, ki prebiva enostavno v materialnem telesu. In zato pravzaprav se moramo v današnjem, sedanjem življenju truditi za to nagrado v večnem življenju, pomeni za to nagrado kasneje, ker bomo lahko seveda z vsemi, ki so že enkrat prebivali, uživali to skupno življenje in ves ta intelekt, ki je nastajal skozi celo zgodovino od stvarjenja do danes, v enem trenutku spoznali in ga užili. Torej, kdaj se pa te minljivosti pravzaprav sploh ozavesti? Kdaj jo ozavestimo? Seveda je ne takoj na začetku življenja, to dejansko potem raste. Predvsem raste, raste za starost, da bi rekel, ne. Starejši, ko si, seveda boljše tudi glede na materialistični način življenja približuješ enemu koncu. Enostavno en tak konec je nekako, ga vidimo determinističnega na eni strani, ne, drugi ga vidimo pa potem kot nek prehod v novo, pa v tisto pravo življenje. In starost je lahko en od takih vidikov, en opomnik. Kaj pa so drugi katalizatorji, še pravzaprav, ki nas pripeljejo skozi to katalizo, skozi to pretvorbo, pravzaprav na koncu do tega ozaveščenja, te minljivosti, da vemo, da smo minljivi na tuzemsko, da smo minljivi in da enostavno smo neminljivi pravzaprav duševno in da bomo vedno živeli. Torej, včasih so bolezni tiste, ki so pomembni katalizatorji, ljudje, ki preživljajo težke trenutke, ki so zboleli v nekem trenutku svojega, recimo, prosperitivnega življenja, kjer imajo vse in potem v enem trenutku zbolijo. V tistem trenutku mislim, da doživljajo veliko katarzo, veliko spremembo. Prav tako vsi ljudje, ki grejo skozi vojne, ki grejo skozi velike preobrazbe, seveda, ki se tičejo njih osebno ali pa njim bližnjih, sigurno enostavno doživljajo to spremembo in to so katalizatorji v poti do ozaveščenja tuzemske minljivosti in neminljivosti duha oziroma duše. In zdaj, kaj je pomembno potem v življenju, se potem tudi sprašamo na podlagi te minljivosti, ali je kakovost življenja posameznih trenutkov, kot nas učijo nekateri carpe diem, izkoristite dan, to imate v vsaki reklami danes, da je toliko zlorabljen izrek, da jaz ne vem, še karkoli drugega. En taki pantarej, da vse se vrti, vse v pogonu, vse v prevevanju in spreminjanju in obračanju, torej vse take stvari so zanimive stvari, torej je količina mogoče tista, ki odtehta v življenju, ali oboje. A je pomembno, da si torej da kakovostno zgradiš svoje življenje, ozavestiš ga tukaj in si dober v tem življenju in seveda je količina trajanja tega življenja, tako kot pri doktorju Trstenjaku, ki je doživel zelo visoko starost in celo življenje je delal za dobrobit človeka. A ni to en ideal, kateremu lahko težimo, recimo mi vsi, torej delati dobro in delati dolgo. To je lahko ena taka zadeva. Torej, ta amplituda v življenju nas vseh. Torej, definitivno, kot veste, pač glede na polariziranost, glede na to dialektiko, bomo rekli, seveda imamo
čim večji so odkloni, tem višja je kakovost življenja. Ne? Torej, ne moramo živeti življenja, ki bi samo naraščalo enostavno, ne? In kjer bi samo lepše živeli. Ne? Vemo sami, da je šola življenja vedno šola grenkobe. V dolini solz, torej, ko amplituda gre dol, ne, se v dolini solz šele rojeva novo spoznanje. In nažalost, jaz tudi svojega življenja ne bi zamenjal, ne glede na to, da je šlo skozi in prehaja vedno skozi, ima velike amplitude, skozi doline solz in skozi vrhunce. In tako kot sem na začetku rekel, ne, skozi to prehajanje in to subtilno sprejemanje kritike družbe na naše lastno individualno življenje, ko ste na začetku življenja prizadeti, počasi spoznate za to osebnostno ali pa tudi kognitivno in pa seveda duševno rastjo, da pravzaprav to ni nič vredno, karkoli drugi pove ali pa reče. Ja, pomembno je, kako vi to občutite in kakšen odnos imate do stvarnika, ali živite, vi morate znati oceniti, ali živite življenje, ki je skladno z vašimi življenjskimi cilji in cilji tega, v kar verjamete. To zavedanje minljivosti, še to dodam in potem bom počasi zaključil, nam omogoča to stanovitnost v življenju. Za mene je stanovitnost pomembna. Torej, integriteta se danes pač dostikrat to imenuje oziroma uporablja beseda, ali pa izraz integriteta, ampak spet je zlorabljena, tega, ker vsi to pojmemo, politična bolj integriteta, ali pa v podjetju neka integriteta, neka pripadnost nečemu. Ne, stanovitnost pomeni to, da smo trdni v svojih temeljih, da svojo življenjsko filozofijo, ki smo jo zgradili, da jo zastopamo, da stremimo za boljšim, za tistim, kar pač želimo, torej v življenju, v čemer pač stremimo, in ta stanovitnost je zelo pomembna. Tukaj bom še enkrat povedal, še enkrat se bom osredotočil na en izrek ali pa na en stavek iz Svetega pisma, spet svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje, ker pač spet se nanašamo na večno življenje. Če smo torej dobri v tem življenju, kot dr. Anton Trstenjak tudi govori, potem bomo nagrajeni v večnosti. Sveda, ampak za vse tiste, ki pa sveda v večnost ne verjamejo, kakorkoli, nikoli jih ne smemo obsojati, oni bojo pa imeli mehki grobek. Ne? To pač vseeno, vsakdo je nekako nagrajen za svoja dejanja, nekdo ima krasno zlato krsto, ja, in je nagrajen za svoj lep materialističen način življenja, v katerem ni drugih poškodoval, je nagrajen pač za zlato krsto. Drugi smo v življenju tudi prizadeli ljudi, jih nagradili ljudi, v svojem življenju smo bili pač predani dialektiki in na koncu upamo, da bomo nagrajeni z večnim življenjem. In to je moja iztočnica za nadalje, torej za današnji posvet, ki naj nas pripelje do razumevanja tega globalnega uma in globalnega srca. Torej, kaj pa je globalnega pri umu, kako smo vsi povezani, pravzaprav in na kateri stopnji smo povezani, kako naj stremimo za tem, da bomo že tu zemsko povezani, tako kot smo danes mi. In to srečo na pot. Lepa, Beno. Prvo, lepote je slišati, tako da imaš gotovo nastavke, da si še kaj postaneš kak dober The Preacher. Definitivno, ker drugače te poslušam vedno v zelo strokovnih temah. In tu bi tudi rad rekel, da to je lepota tega in kvaliteta, katero se v naši knjižnici tudi držimo. Vedno iščemo ali pa se povezujemo z ljudmi na podlagi njihovih kvalitet, ne pa na podlagi
v katero terminologijo, zgodbo ali filozofijo to paše. Tako da so nam kvalitete veliko pomembnejše, ne? Ali je to zdaj prehaja nekdo z ateističnega ali zelo z krščanskega pogleda, ali zelo humanističnega ali poganskega, kakorkoli. Nas to, jaz mislim, da bi nas to moglo veseliti, ta pestrost, ta različnost. Če le začutiš nekoga drugega, njegovo srce, potem te nič ne ovira, potem te samo zanima, kako ima lahko ta človek isto srce, iste kvalitete, pa s tako drugačno zgodbo, ne? In to mora biti v bistvu razlog za radovednost in raziskovanje. Hočem reči tako, da hvala za tvojo iskrenost v zelo krščanskem duhu, ampak naj to nobenega ne ustavi in ne misli, da je to zdaj kot krščansko srečanje, ampak dobro bi bil za pridigare. Tako da želim tudi malo provocirati. Jaz želim v življenju provocirati ljudi ravno samo iz razloga, da razmišljajo tudi sami, da svojo bit prepoznajo in da jo vnesejo v dialog. Zato jaz danes poudarjam, kot sem rekel, prej nisem bil tako ozaveščen krščan, danes sem ozaveščen krščan in zato izzivam. Hvala lepa, zelo dobro. Ne, zelo dobro. Zelo spoštujem to in me veseli. Tako da hvala lepa.